Ja, odločil sem se, namreč tukaj me jezi tale pristransko poročanje medijev, mainstream medijev, predvsem RTV-ja, tudi malo STA-ja, čeprav STA se zdaj malo umirja, ki jim voda teče v grlo. Torej, odločil sem se, da bom razvil kritično misel do slovenskih mainstream medijev, predvsem RTV-ja, ki ga jaz plačujem, ne. Kaj ga ne plačam 1-2 leti, ampak potem pa za nazaj plačam enih 200 evrov, ne. V upanju, da se bo RTV normalizirala. Torej, da bo pluralna, da bo nepristransko poročala, da bo omogočen pluralizem mnenj, interesov. Zdaj mene ne zanima, kaj Mladina poroča, mene ne zanima, kaj govori Radio Študent. Jaz bi rad, da nacionalni mediji nepristransko poročajo. Nacionalni mediji so preplavljeni z levosučnimi novinarji, z levimi hlapci, levimi aktivisti, levimi kulturniki. In meni kot levičarju ni prav, da se delajo take krivice drugemu polu, desnici. Za nameček sem pa jaz še konzervativen. Torej mi še posebej ni prav, da se samo liberalno mnenje upošteva, LGBT mnenje, feminizem mnenje. In tej krivični medijski politiki v Sloveniji bi bilo treba narediti konec. To, kar vlada dela STA-ju, je po eni strani kar prav. Samo levi lobiji na Evropski uniji so zdaj dali pa kaj pa vem, posojilo ali kaj je, par milijonov, 2,5 STA-ju, da prebrodi to finančno krizo, da izplačate plače pa tako naprej, ne. Saj nekoč bo pa to Slovenija, ko pride leva vlada, to povrnila, ne. Ker levi režim, leva globoka država rabi svoje levopristranske medije, zato da pere možgane občestvu. Ampak na dolgi rok, zato za slovensko državo to ni v redu. To ni v redu. Zato se jaz aktiviram in po svojih tolčem, ne bom rekel z vsemi topovi, ampak razvijam kritično misel. Tukaj imam na lagerju neko oddajo polurno, skoraj 27 minut pa 3 sekunde. Napadi na medije so napadi na demokracijo. Se imenuje naslov te oddaje. Naslov te oddaje je tako absurden. Na prvi strani se imenuje ta radijska oddaja na prvem programu. Dajmo malo tole poslušati, no, ker jaz sem zdaj tulele en laptop, upam, da bo tale ton dober. Svoboda medijev in pravica do obveščenosti sta temelj demokracije, a napadov in pritiskov na medije, novinarke in novinarje je bilo v zadnjem letu toliko, da sem težko sprejela odločitev o tem, kje začeti in kaj izpostaviti. Gre za novinarko Martino, kaj je že, Tita Majer, z Y. Mislim, tako enoumnega prispevka, tako dolgega, že dolgo ne. To so sami levi hlapci. Levi novinarji, leve oprode, levi aktivisti. Od Marka Milosavljevića z FDV-ja do Petre Lesjak-Tušek, ne, leve novinarke, ne neodvisne novinarke, leve novinarke, do tam Nataše Pirc Musar, ne, ki je totalno leva, ne, in potem zdaj oni razvijajo kritično misel do države, ki spotika svobodo govora oziroma svobodo novinarskega poklica. Ja, seveda, tega pristranskega novinarskega poklica, ki enoumno, brezopozicijsko, levo enoumno poroča, selektivno izbira novice, o katerih poroča, popolnoma pristranske reportaže dela na neke dogodke, kjer bi bilo treba podati informacijo, da je dogodek bil, potem pa če že, ne, levo in desno mnenje. Omenjene, ki sem jih zdaj jaz tukaj z imenom in priimkov omenil, ne, se teh levih
novinarjev malo morje, ne. Janez Janša se je 2 lotil, Evgenije Carelj pa Mojce Pašek Šetinc, ne, in jih označil za prestitutke, ne, kar bi pomenilo v presu, novinarstvu, se prostituirajo, kar pomeni, se razdajajo za svojo politično opcijo, za levico. Po mojem videnju, zdaj to karikirano označevanje pristranskih novinark ni napačno, ampak je zadev point. Novinar mora biti nepristranski, objektivn. In slovenski levi novinarji, FDV-ovski novinarji, ki so ustoličeni v mainstream medijih, največ pa na RTV-ju, mislim, tej sceni, tej levi sceni, govorim kot levičar, bi morali narediti konec, ker se bo desnim zmešalo. Do te mere, pa ne bom šel zdaj v tole varianto, ki sem jo na enem faktorju napovedal, da bo enkrat enem se toliko zmešal, da vzel Kalašnikova pa vse postrelil. To sem rekel, pa se je to zdaj zgodilo, pa so ga preprečili. Ampak desničarji bodo postali popadljivi, bolj kot si vi lahko mislite, ker če se ljudem dela krivica, to so pa na opicah že dokazali, in desnim, oziroma nam, konzervativnim, se dela krivica. V poročanju, za naš denar se neobjektivno, torej levo pristransko poroča. Opicam se je zmešalo, eksperimentalno, ko je za isto delo ena opica dobila bučke, ki niso tako dober, kakor grozdje. Za isto delo, tam neke kamičke so dajali, eksperimentalni osebi. Pa je videla ta opica, da se dela krivica. To se je mešalo not po kletki. Ljudje smo pa še bolj pametni, pa bolj zamerljivi, bolj revanšistični. In te krivice ne bomo prenašali v nedogled. Za naš denar bojo mediji ali objektivni, ali pa ne bomo več financirali. Tako se je poskušalo zdaj speljati v kontekstu STA-ja. Pa priskočila neinformirana ali pa levo pristranska Evropska unija z nekim posojilom. Dajmo še malo poslušati, kaj bo tale Tita Majer pametnega povedala. Nič pametnega ne bo povedala. Zgodba o vojni aktualne oblasti z mediji ni nova in ima dolgo brado. Spomnimo na žalitve premierja, ki sta jih bili leta 2016 deležni novinarki televizije Slovenija Evgenija Carelj in Mojca Šetinc Pašek. Spomnimo na denimo Dnevnikov intervju iz leta 2008, ki je zaslovel. To je subjektivno videnje. To ne more biti tako enoumno o teh stvareh poročano, ker nekateri vidimo te kontekste drugače. Ko gre za poskus utišati kritične glasove, ki so za neko demokratično družbo in prostor pravzaprav ključnega pomena, in zato, da se nekako ta vladna resnica, ki je edina zveličavna, prikazuje tudi kot edina možna resnica. Edina možna, zveličavna je leva resnica, je ta neobjektivna, pristranska resnica. Ne tega delati, ne tega delati. Zato, ker delate krivico tistim, ki drugače mislimo. Za svoj denar vi poročajte kar čte, ampak ne za proračunski državni denar, ki je prišel v proračun z našim delom. Z davkoplačevalskim denarjem se enoumno poroča. To pa je krivica. In tale Petra Lesjak Tušek je leva, vdana novinarka svoji politični opciji. In zadnja stvar je, da je novinar pristranski. Novinar mora biti objektivn in dotična Petra Lesjak utišati kritične glasove. Ne gre za utišati kritične glasove. Levi novinari so pristransko kritični do desne vlade in niso objektivni. In gre za mnenje dotične Lesjak Tušekove, gre za pristransko mnenje, videnje, subjektivno videnje njene resnice, levo videnje. Ona je politična aktivistka.
ona se vidi kot aktivistka leve politične opcije, ker misli, da je to dobro za napredek človeštva. Konzervativni del občestva pa vidi, da je dobro za državo, za družbo, za ljudi, če je država bolj konzervativna in so njihova mnenja tista zveličava in najboljša. Pridejo pa levi novinarji in svoje poglede na družbo ustoličijo kot zadnjo objektivno resnico. Mislim, FDV jih ni niti toliko naučil, ali pa Filofax, je vseeno. Ker tudi z Filofaxa veliko novinarjev pride. Tudi na RTV. Vsi ti profesori, tudi z Markom Milosavljevićem na čelu, perejo študentom možgane na tak način, da rečejo, ta leva liberalnost, to je napredno, ne? Konzervativnost je pa nazadnjaška. Z nek psihoanalitični vidik bi pa rekel, ne, da je aritmetična sredina družbene sreče se dvigne, načelo ugodja se v povprečju dvigne, če naredimo pa to družbo malce konzervativno, da ti anarhisti, liberalci ne bi toliko prišli v družbi do izraza in po diktatu njihove vizije življenja, družbe, zasmetili po družbi tako, da eni morajo delati, drugi pa črpajo, pa mozijo to državo, državni proračun. Pa levi kulturniki naj grejo delati. Ne morejo samo desničarji ali pa konzervativci delati, levi anarhisti si pa omastijo brkove. To tako ne gre. In levi novinarji bi lahko enkrat to izpostavili. Pa svoje mnenje proti desni vladi, proti Janši, ne vem, proti Orbanu, proti Poljakom, proti Vučiću, ki so malo konzervativni, napirijo svoje mnenje, vse kaj z vsemi topovi, češ, oni so pa, ne vem, iz srednjega veka, ali pa to je pa totalitarizem. V resnici imajo pa totalitarne pristope k medijem ravno levičarji. Ta leva kontinuiteta, kot je zadnjič rekel Boštjan Zupančič pri Pirkoviču, ne? Leva kontinuiteta drži vse podsisteme ključne, vključno z mediji, v svojih rokah. To ni v redu. To je krivično. Očitno Slovenija, pač vlada, aktualna vlada želi iti po poti svojega velikega vzornika, velikega vodje Viktorja Orbana z Madžarske, pa delno tudi po poti drugega predsednika vlade, ki je v tesni navezi z slovenskim premijerjem, to je seveda srpski premijer Aleksandar Vučić. Zdaj, kaj tale Marko Milosavljević dela? In pol, da bi bolj oblatil desno sceno, upelje še seksizem. Ne? Jaz kot antifeminist recimo apeliram na desno vlado, naj bo malce bolj antifeministična in ne vidim nobenega antifeminizma. In ta Marko Milosavljević blati desnico, češ, kako so seksistični. Ni res. Mislim, jaz sem seksističen, ampak jaz delam razlike med spoloma na časten način, zato, ker so ženske prvi spol. Ste ženske prvi spol. Milosavljević pa ne ve, kako bi več gnojnice zlil po Janši in reče, ne, da je to gre za seksizem, nesprejemljiv, žali novinarke. Ne žali, kritizira tudi Blažo Zgago. Blaža Zgago. Blaž Zgaga je tudi kulminacija leve pristranskosti. In desnica, če kaj napada neobjektivno poročanje, neobjektivno novinarstvo. In spol v tem kontekstu sploh ni bistven. Tam, kjer bi jaz želel antifeminizem desne vlade, ga ne vidim. Milosavljević pa to tolče z vsemi topovi, kolikor je dolg pa širok pa velik pa ne vem kaj še vse. Mislim, ne gre se to tako. Ta zgodba se mora končati.